Dobrodošli, lepo pozdravljeni na 11. predzadnjem predavanju v okviru ciklusa Govori FF, enega izmed osrednjih fakultetnih dogodkov ob praznovanju stoletnice Univerze v Ljubljani in s tem seveda tudi naše fakultete. Naj spomnim, da v okviru teh predavanj profesorji in profesorice naše fakultete, širši javnosti, pa seveda tudi svojim kolegicam in kolegom ter študentkam in študentom, predstavljajo razmisleke o osrednjih humanističnih in družboslovnih tematikah. Danes se bomo posvetili spregledanim, utišanim, potisnjenim na rob. Z nami je profesorica doktorica Milica Antić Gaber z oddelka za sociologijo. Naslov njenega predavanja je Raziskovanje robov spregledanih družbenih skupin žensk. Pred predavanjem jo bo na kratko predstavil kolega z oddelka, profesor dr. Roman Kuhar, po predavanju pa bo predavateljica sama vodila razpravo. Izvolite. Hvala lepa, dober večer. Verjetno ni nobena skrivnost, da je bila profesorica doktorica Milica Antić Gaber moja srednješolska učiteljica sociologije. V trdnem zaledju ruralnih vrednot nam je na gimnaziji Škofja Loka odpirala vrata v svetove, ki so nam bili tuji, včasih strašljivi in tako radikalno drugačni, da so zahtevali miselne preboje. Spomnim se njenih prvih besed pri prvi uri sociologije v 3. letniku gimnazije. Rekla je, da sociologija ni kuharska knjiga receptov in da nam bo zaradi sociološkega znanja v življenju včasih težje, ne lažje. Tega zadnjega zagotovo takrat nisem razumel, dokler te lekcije nisem povezal z znanim angleškim pregovorom ignorance is bliss. V naslednjih letih smo potem odkrivali še vrsto drugih dimenzij te trditve. Pouk sociologije je na vseh korakih prehajal preko ozko zastavljenih kurikularnih ciljev. Milica nam je nosila zapise akterjev novih družbenih gibanj iz 80-ih. Brali smo tekste Tomaža Mastnaka, pa progresivne knjige, ki so izhajale pri Krtu. Čeprav sem v prvi prebrani sociološki knjigi sklenil, da sociologije nikoli ne bom študiral, ker je to pa res nekaj tako zbluzenega, me je takoj zatem navdušil zbornik Boj proti delu, kjer je eden od avtorjev dokazoval, da bi 4-urni delovnik zadoščal za obstoj sistema. Iz njenih rok sem v branje dobil tudi rožnati trikotnik Richarda Planta o nacistični vojni proti homoseksualcem. Očitno je vedela, komu bo ta knjiga koristila. Uspešnica, ki smo si jo tako rekoč podajali iz roke v roko, pa je bila knjiga Silve Mežnarič Bosanci, akuda idu Slovenci nedeljom. Že res, da so nas predvsem zabavali zapisi intervjujev, a nekaj senzibilnosti za vprašanja migracij, družbenega izključevanja, nestrpnosti in drugačnosti se nas je vendarle prijelo. In potem smo v okviru srednješolske sociologije pri Milici Antić Gaber doživljali še drugačne prelome. Še danes vidim, kako z odprtimi očmi gledamo film The Wall z glasbo Pink Floydov, ki ga je Milica prinesla na bog si ga vedi kolikokrat presneti VHS kaseti. Razumeli skoraj, da nismo ničesar, podobe so bile zabrisane, a naša srca dovolj odprta za radikalni upor proti sistemu. Kmalu zatem se je na steni gimnazije pojavil grafit No Future. Pink Floydi pa so postali redna glasbena oprema na zabavah ob koncu tedna, poleg soundtracka iz filma Pulp Fiction in takrat popularnih akustičnih R.E.M.-ov. Milica nam seveda ni vrtela le filmov in spodbujala branje in kritičnega mišljenja, pač pa je vedno zahtevala tudi trdno delo na osnovah. Že v gimnaziji je uporabljala visokošolski učbenik znamenitega Haralambusa, tako da sem se precej dolgočasil v 1. letniku na fakulteti ob uvodu v sociologijo, saj so nam ponovno dali v branje Haralambusa. Tega pa sem poznal že iz gimnazije. V približno istem času sva oba zapustila gimnazijo Škofja Loka, najine poti pa so se prekrižale kakšnih 7 let pozneje. Takrat je bila Milica Antić Gaber že profesorica na oddelku za sociologijo, ki ga je med leti 2003 in 2007 tudi vodila.
Raziskovalno se ukvarja s študijami spolov, feministično teorijo, še posebej z vprašanjem žensk v politiki, pa z nasiljem, telesom, migracijami, edukacijo in podobnimi vprašanji, prvenstveno skozi optiko spola. V zadnjem obdobju pa jo še posebej zanimajo ženske na robovih družbenega življenja, o čemer bo predavala tudi nocoj. Poleg vrste člankov v domačih in tujih znanstvenih revijah je avtorica ali soavtorica kar 61 delov monografij in 5 znanstvenih monografij. Prve se ukvarjajo predvsem s položajem žensk v politiki. Njena vloga pri uvedbi spolnih kvot na volitvah v Sloveniji je izredno pomembna in ključna. Po branju romana Čefurji Raus pa je nastala ideja o trilogiji, ki na zanimiv način povezuje sociološko raziskovanje skorajda literarnim pristopom k obravnavi zbranih zgodb žensk. Prva knjiga v trilogiji Na poti do lastne sobe obravnava na odkrit in iskren način življenje priseljenk iz nekdanjih jugoslovanskih republik. Druga knjiga Začasno bivališče na grad 25 predstavlja življenjske zgodbe žensk na prestajanju kazni. Zadnja knjiga trilogije pa še ni izšla in tudi še ni napisana. Ob kavi mi je bila sicer tema tretje knjige že zaupana, ampak to naj zaenkrat ostane skrivnost. Milica Antič Gaber je vrsto let raziskovalno delala na Mirovnem inštitutu v Ljubljani, predavala pa na ISH-ju in na Central European University v Budimpešti, točno na tistem študijskem programu, ki je bil v zadnjem času trn v peti Viktorju Orbanu in ki je v maniri svojega avtokratskega delovanja študijam spolov odvzel akreditacijo, češ da gre za neznanstveno področje raziskovanja, CEU pa pregnal iz države, ker ga kritično mišljenje očitno ogroža. Milica Antič Gaber je kot gostujoča predavateljica predavala na Centru za ženske študije v Beogradu, na Inter-University centru v Dubrovniku, kjer je trenutno tudi sodirektorica seminarja Social Structures and Social Institutions. Predavala je tudi na Centru za ženske študije Univerze v Novem Sadu, kot raziskovalka pa je gostovala na Birkbeck Collegeu v Londonu in na Univerzi Pompeu Fabra v Barceloni. Tudi njeno delovanje izven ozkega okvira akademskega prostora je izredno bogato. Soustanovila je 2 reviji. Leta 1995 revijo Delta, prvo revijo za ženske študije in feministično teorijo v Sloveniji, leta 2007 pa našo hišno revijo Ars in Humanitas in jo do leta 2011 tudi sourednikovala. Bila je podpredsednica ekspertne skupine Mainstreaming Equality Between Women and Men pri Svetu Evrope, članica ekspertnega foruma Evropskega inštituta za enakost spolov v Vilni. 6 let je bila predsednica Slovenskega sociološkega društva, še vedno pa je članica strokovnega sveta za enakost spolov pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in članica izvršnega odbora Evropskega sociološkega združenja. Trenutno vodi evropski projekt Gearing Roles v okviru programa Horizont 2020, katerega cilj je spodbujanje enakosti spolov v akademskem prostoru. Na to temo na Filozofski fakulteti zagotovo še nismo rekli zadnje besede. Če za koga, potem za Milico Antič Gaber velja Gramscijeva oznaka o organski intelektualki. Svoje znanje in dognanja vedno znova prevaja v družbeno delovanje izven slonokoščenega obzidja akademskega prostora. Njene intervencije lahko zasledite tako pred kritično maso mladih na Metelkovi ali v Pritličju, kot na sestankih s političnimi odločevalci, ne samo na slovenski, tudi na evropski ravni. Vsa ta različna občinstva naslavlja enako učinkovito. Njena dejavna vloga v javnosti pa se reflektira tako v javnih prepoznanjih. Leta 2009 je bila recimo v ožjem izboru revije Jana za znanstvenico leta, kot v čisto intimnih premikih, v novih, drugačnih pogledih na svet, o katerih pogosto govorijo njeni študentke in študenti. Pri njih sicer velja za strogo profesorico, ki ne popušča, a hkrati ne poznam nikogar, ki jih zna tako animirati in angažirati v skupnih projektih, tako da je njen kabinet 442B, ki si ga deliva, vedno poln mladih ljudi, za katere ima Milica izreden čut in s katerimi vedno znova snuje nove in nove projekte.
In tudi ta, o katerem bo govorila nocoj, je vsaj v enem delu nastal na tak način. Milica Antič-Gaber. Hvala lepa za tako predstavitev. Marsikaj sem zvedela o sebi, kar sem že pozabila ali pa potisnila v ozadje, tako da bom morala kakšne stvari na novo premisliti. Hvala organizacijskemu odboru za, zdaj lahko že rečem, čeprav je jutri grand finale, za uspešen ciklus predavanj. Naj se posebej zahvalim Primožu Vitezu, ki me je prepričal, da sodelujem v tem ciklusu predavanj, čeprav sem se na začetku otepala. Ko sem sprejela povabilo, sem tako neuspešno preoblikovala ponujeni naslov, ki ga vidite zgoraj, da ga še sama nisem znala dobro prebrati, preden bi ga, povedati, preden bi ga prebrala. Zato se zahvaljujem vsem, ki vas ni odvrnil od tega, da bi prišli in ste danes tukaj. Kot je bilo že povedano, bom danes posvetila tematiki raziskovanja in še posebej poskusom razumevanja vsakdanjega življenja izbranih, spregledanih družbenih skupin žensk, saj je bilo to v zadnjem obdobju predmet mojega posebnega zanimanja in raziskovanja. Po eni strani lahko rečem, da se je to zgodilo zato, ker sem začela predavati predmet sociologije vsakdanjega življenja in se mi je zdelo pošteno, da predmetu vsaj nekoliko dam tudi nek raziskovalni spoprijem oziroma da ga malo raziskovalno tudi podkrepim. Po drugi strani pa to izhaja iz feministične pozicije, ki je bila vidna že v mojih prejšnjih raziskovanjih. V svoji akademski raziskovalni karieri sem v očeh nekaterih bolj angažiranih kolegic in kolegov se ukvarjala ženskami, ki so bile v primerjavi z moškimi v deprivilegiranem položaju, v primerjavi z mnogimi skupinami žensk pa vendarle v privilegiranem. To so bile že omenjene ženske v politiki in v zadnjih letih tudi ženske v akademskem polju. Oboje je še vedno predmet mojega raziskovalnega zanimanja, v zadnjih letih nekoliko manj politika in nekoliko bolj homo academicus, če si sposodim naslov razvpite in znane, a pri nas manj brane knjige. Prehod od raziskovanja žensk v politiki in v akademskem polju k raziskovanju marginaliziranih skupin žensk na robu družbe je zahteval tudi zamik v raziskovalnih pristopih, strategijah, metodah in prijemih. Čeprav smo tudi pri raziskovanju žensk v politiki v zadnji večji raziskavi skupino mojih kolegic med drugim uporabili tudi metodo polstrukturiranega intervjuja, in dobili tudi nekaj zelo zanimivih pričevanj o razvoju političnih karier žensk v Sloveniji in o možnostih usklajevanja političnega dela in zasebnega življenja, pa to očitno ni bilo pretirano zanimivo za široko publiko. Teksti in knjige, ki so potem izšli, so namreč doživeli šibek odmev. Ko pa je leta 2011 izšla že omenjena knjiga Na poti do lastne sobe, v kateri je bilo objavljenih 20 zgodb priseljenk iz nekdanje Jugoslavije, in nekaj let za njo še knjiga Začasno bivališče nagrad 25, sta doživeli nepričakovano veliko medijskega in siceršnjega zanimanja. Zakaj? Tanja Renner v tekstu o biografski metodi zapiše: ljudje radi pripovedujejo o svojem življenju in običajno radi poslušajo življenjske zgodbe drugih. To bo vsekakor držalo. Da vendar se ob tem postavlja vrsta vprašanj. Zakaj raziskovati življenje drugih? Gre za radovednost, za publiciteto ali za poskuse razumevanja njihovega življenja in širjenja tega razumevanja v družbi? Kako se lotiti raziskovanja življenj drugih, da jih s tem dodatno ne stigmatiziramo ali celo ne vplivamo na poslabšanje njihovega položaja? Kako razumeti to, kar nam pripovedovalke pripovedujejo? V prvem delu predavanja bom zato najprej na kratko predstavila nekatera izhodišča angažiranega sociološkega in feminističnega raziskovanja, ki smo se jih držale v naših raziskovanjih. V drugem delu pa bom na konkretnem primeru tematizirala razumevanje
tistega, kar sem poimenovala dvojna robnost nekega položaja. Še nekaj moram posebej poudariti. Vsa omenjena moja dosedanja in tudi tekoče raziskovanja je potekalo v skupini. Iniciativa je res, da prišla od mene, a takšnih projektov običajno ne opravlja ena sama oseba. Skupinsko delo je v teh raziskavah neprecenljivega pomena, pa še vedno bolj zanimivo in živahno je. Poteka namreč v nenehni interakciji med nami, ki smo del raziskovalne ekipe, ter med raziskovalkami in našimi sogovornicami, osebami z izkušnjami, ki jih želimo širši publiki predstaviti tako, kot se vidijo same. Seveda, in to mnogi veste iz lastnih izkušenj, pride pri tem kdaj tudi do kratkih stikov, zdrsov, problemov in drugih lepot raziskovanja v skupini. Ampak moja izkušnja me kljub temu uči, da je končni rezultat takšnega projekta praviloma boljši in tako pri tem pristopu tudi vztrajam. K temu naj dodam še to, da sta projekta Življenjske zgodbe priseljenk in Življenjske zgodbe žensk na prestajanju zaporne kazni projekta, ki sta potekala izven klasične raziskovalne sheme. Prvi je nastal ad hoc in predvsem zaradi zagnane ekipe sodelavk. Šele na koncu projekta smo namreč s finančno podporo Urada za enake možnosti in društva Vita Aktiva zgodbe tudi lahko objavile v knjigi. Drugi projekt pa je nastal v okviru dejavnosti Javne agencije za knjigo in njihovega projekta vključujemo in aktiviramo. Za oba bi lahko rekla, da sta tako socialna kot raziskovalna projekta. Saj so bili cilji projekta veliko bolj politično in družbeno angažirani, kot samo ozko raziskovalno usmerjeni. Sedaj prehajam k glasnemu premisleku osnovnih izhodišč oziroma vodil pri raziskovanju. V našem primeru pri opravljanju intervjujev oziroma zbiranju življenjskih zgodb pričevalk. Na tem mestu bom izpostavila zgolj nekaj najpomembnejših in se pri tem v kar največji meri naslonila na meni ljubega in za te namene in po moji oceni enega pomembnejših in pri takšnem delu izkušenejših sociologov ne boste zgrešili, zagotovo ne, Pierru Bourdieuju. In na tista feministična izhodišča, ki so vpisana v samo jedro feminističnega raziskovanja. Prvo takšno izhodišče je zavedanje raziskovalne socialne interakcije. Tako kot vsaka druga interakcija v vsakdanjem življenju je tudi interakcija pri vodenju pogovora v raziskovalne namene socialna interakcija. Pierre Bourdieu je v znanem delu La misère du monde, v prevodu angleškem The weight of the world, v slovenščini bi se pa lahko glasil Teža sveta, sodelavkami in sodelavci na več kot 600 straneh skupaj s svojimi pričevalkami in pričevalci popiše zahtevnost različnih marginaliziranih in bedo marginaliziranih skupin v Franciji 20. stoletja. V nekakšnem postskriptumu z naslovom Understanding, spet v prevodu, angleškem in v slovenskem bi se lahko glasil razumeti, beseda, ki pravzaprav manjka tudi v naslovu mojega predavanja, je zapisal. Tradicionalno nasprotje med tako imenovanimi kvantitativnimi metodami, kot je vprašalnik, in kvalitativnimi metodami, kot je intervju, prikriva dejstvo, da oboje temelji na socialni interakciji, ki poteka znotraj omejitev teh struktur. In dodal, bistvena razlika ni med znanostjo, ki sodeluje v konstruiranju znanstvenega spoznanja in tisto, ki ne, ampak med znanostjo, ki to počne brez, da bi se tega zavedala, in tisto, ki se te konstrukcije zaveda. Ob tem pa teži k razkritju in obvladovanju narave neizogibnega konstruiranja in učinkov, ki iz tega izhajajo. V naših projektih smo vedno na samem začetku intervjujanim osebam jasno predstavili namere raziskovalne skupine z željo od njih slišati, kakšna je bila njihova osebna izkušnja, bodi si glede njihovega življenja in selitve iz enega okolja v drugo, bodi si glede tega, kako je zapor zarezal njihovo življenje. Vedno smo se predstavile kot raziskovalke in predavateljice in povedale, kaj delamo. V primeru preučevanja izkušenj migrantk smo razkrili tudi osebne navezave ali celo izkušnje v povezavi z migracijo. Tako smo med drugim, če rečem z Bourdieujem, vsaj nekoliko zmanjšali nevarnost simbolnega nasilja, ki je povezano z asimetrijami pozicij in moči med pripovedovalko in raziskovalko. Seveda se je s tem razkrilo tudi, da nam njihova izkušnja ni tuja, da nekaj o tem vemo ali smo izkusili tudi same.
S tem se je ustvaril del zaupanja, ki je v tovrstnih pogovorih pomemben za tok pripovedovanja. Rečeno še drugače, raziskavam našega tipa ustvarjanja vtisa objektivnih raziskovalk, distanciranih od raziskovalne problematike, ne bi koristil. Seveda smo se pri tem zavedali tudi nasprotne nevarnosti, vtisa, da že vse vemo. V tem primeru pripovedovanje in pogovor prav tako ne bi stekel, saj bi bil dojet kot nepotreben. Naše izhodišče je bilo, da je naša vednost in tudi vednost širše družbe v njihovih izkušnjah skromna, omejena, pogosto stereotipna. Prav na tem ozadju smo in tudi danes njihovo pripoved vidimo kot možnost, ki bo tako raziskovalkam kot širši družbi omogočila globji, širši, natančnejši, večplasten pogled v dane tematike. Bralkam in bralcem pa bo razbila vsaj kakšnega od stereotipov. Na ta način smo našim pripovedovalkam omogočile, da so bile to, kar so. Tega nismo naredili z zanikanjem socialne distance, ampak z odkritim pristopom, primerno postavljenimi iztočnicami za pogovor, z empatijo raziskovalke do osebe, s katero smo se pogovarjali. Vsakič, ko smo jim dali tudi možnost, da kadarkoli, če se jim bo tako zdelo, prekinejo sodelovanje z nami, pa lahko zaenkrat povem, da tega še nismo doživeli. Premislek o osnovnih izhodiščih. Seveda ne moremo nadaljevati brez zavedanja o asimetričnosti razmerja med raziskovalko in intervjuvano osebo in to je eno od pomembnih raziskovalnih izhodišč, o katerem bom nekaj spregovorila. Bourdieu nas namreč opozori, da je razmerje med intervjuvano osebo in raziskovalko vedno asimetrično. Oseba, ki vodi pogovor, je tista, ki začne igro in določa pravila, in običajno je tista, ki enostransko in brez predhodnih pogajanj intervjuju zastavi cilje in opredeli uporabno vrednost. To asimetrijo krepi socialna asimetrija vsakič, ko raziskovalka zavzame višji položaj v socialni hierarhiji različnih tipov kapitalov. Še posebej na komunikacijo med intervjuvano osebo in raziskovalko vpliva jezikovni kapital, s katerim je vsaka od njih opremljena. V naših projektih smo v izogib temu in željo, da bi zmanjšale razdaljo in se tudi bolje razumele po začetnem poslušanju pripovedi, v nadaljevanju uporabile izraze, ki jih je uporabljala pripovedovalka ali skoraj da prevzele jezik pripovedovalke. Naslednje pomembno izhodišče je refleksivnost. To pomeni, da če ne poskušamo ozavestiti oziroma reflektirati lastnih predpostavk, ki nas vodijo pri raziskovanju, pravzaprav ne moremo trditi, da gre za znanstveno raziskovanje. Kar pomeni, da moramo že pred samim začetkom raziskovanja ozavestiti nekatere stvari, kot so. Katera znanstvena spoznanja me opredeljujejo, katere koncepte sem prevzela, katere problematike je pri tem prisotna. Kaj vem o intervjuvanki, oziroma koliko naj zvem o njej prej, kako bo na pogovor vplival povsem konkretni socialni prostor, morebitno nerazumevanje zaradi socialne distance, ali pa bo morda pretirana bližina onemogočila videti pomembne stvari. Kakšna so moje izhodišča oziroma stališča do preučevanih vprašanj? Ali mi moje stališče do raziskovalne tematike omogočajo ali onemogočajo videti vsega, kar mi bo v pogovoru ponujeno? Široko opredeljen pojem refleksivnosti namreč pomeni obračanje nazaj k sebi, proces samoanalize. Na to poleg Bourdieu opozori tudi feministična avtorica Charlotte Davis. V kontekstu našega raziskovanja se to nanaša na način, na katerega raziskovalka in proces raziskovanja vplivata na rezultate raziskovanja. Refleksivnost v feminističnem raziskovanju pa poleg tega, da se posebna pozornost posveča odnosom moči, ki so prisotni v konkretnem raziskovalnem kontekstu, pomeni tudi drugačno raziskovanje. Potreba po drugačnem raziskovanju namreč izhaja iz etičnih in političnih vprašanj, ki jih feministke naslavljajo tradicionalnim raziskovalnim metodam, je že nekaj desetletij nazaj zapisala Anne Oakley. Ta vprašanja vključujejo, kako biti raziskovalko, ne da bi pri svojem raziskovanju zgolj izkoriščala pripovedovalko za svoje raziskovalne namene. Kako bi lahko delale raziskave, od katerih bi ženske imele kakšne koristi in bi jim dajale moč.
Kako delati raziskave, ki bi bile povezane s političnimi ukrepi? Kako bi lahko bile naše raziskovalne prakse drugačne, če bi bile v vsakem trenutku raziskovalnega procesa tudi reflektirane? V našem prvem projektu smo po eni strani z osebnim izpostavljanjem primerov tako uspešnih zgodb priseljenk, kot tudi hudih diskriminacij, ki so jih doživele v novem okolju, po eni strani postavile jih v vidno polje, seveda z njihovim vnaprejšnjim strinjanjem, in javnosti predstavile široko paleto usod in zgodb in s tem razbile nekatere stereotipne predstave. Po drugi strani pa smo z istimi primeri širšo javnost ozaveščali tudi o krivicah, diskriminatornih praksah, institucij, kakor tudi majhnih in velikih dobrih dejanjih. Na eni strani, kakor tudi neprimernih reakcijah in krivicah, ki so jim jih prizadejale posameznice iz njihovega ali posamezniki iz njihovega novega okolja. Četrta stvar, ki je pri vodenju pogovora izjemno pomembna, je vzpostavljanje nenasilne komunikacije. Na to Bourdieu še posebej opozarja. Za poslušanje življenjskih zgodb in izvajanje intervjujev si moramo vedno vzeti čas, veliko časa. Da bi vzpostavili pogoje nenasilne komunikacije, moramo biti pozorni na več stvari. Moramo se zavedati, kako pripravljamo intervju, kakšno bo razmerje med intervjuvanko in izvajalko intervjuja. Razumeti moramo, da gre pri vsakem takem pogovoru za neke vrste vdor v življenje oseb, zato je treba vnaprej predvideti različne situacije. Predvideti, kaj je možno reči in česa ne moremo pričakovati, da bo izrečeno. Razumeti moramo oblike cenzur, do katerih lahko pride in bodo preprečevale govorjenje o določenih stvareh. Pri drugih pa bo morda potrebna posebna spodbuda, da bodo vendarle izrečene. Ob takšnem pripovedovanju življenjske zgodbe ali biografskem intervjuju gre namreč za izjemno komunikacijsko situacijo. Raziskovalka pomaga oblikovati pogoje neobičajnega pogovora, ki morda nikoli ne bi stekel, kljub temu, da je zgolj čakal na pogoje lastne aktualizacije. Zato pa pri tem lahko govorimo o inducirani oziroma vodeni samoanalizi. V takšnih primerih, ko ljudje govorijo o sebi, opravljajo premislek o svojem življenju, o svojih dejanjih. Metodološko se je potrebno zavedati, da tega ne počnemo pogosto. Še posebej o sebi ne govorimo sistematično drugim. Pogovor moramo razumeti kot neke vrste duhovno vajo, ki skozi samo pozabo teži k preoblikovanju predstave, ki jo imajo o ljudeh v običajnih življenjskih situacijah. V raziskovalnem postopku smo zato nemalokrat soočeni z upiranjem objektifikaciji. Intervjuvanka igra svojo igro, dostikrat tudi družbeno pričakovano, v našem primeru vlogo ženske. Na nas pa je, da dosežemo, da spregovori tudi kot migrantka ali oseba z izkušnjo zapora. V našem drugem projektu je ena od pripovedovalk tako izrekla stavek, ki govori o omenjeni izjemnosti situacije in zahtevnosti raziskovalnih robov. Takole je rekla: Pravzaprav sem tole, kar sem povedala zdaj vam, prvič izrekla. Nikoli nisem prišla tako daleč pri svojem razmišljanju o tem, kaj se mi je dogajalo. Tisti, ki ste bili včeraj z mano na enem pogovoru, se boste spomnili skoraj identičnega stavka naše gostje. Ob upoštevanju zgoraj predstavljenega po Bourdieuju naredimo tisto, kar je v naši moči, da nadziramo njihove učinke in ne zatrjujemo, da smo jih odpravili. S tem naredimo kar največ v smeri zmanjševanja simbolnega nasilja, ki se izvaja skozi ta odnos. In poskušamo vzpostaviti razmerje aktivnega, metodičnega poslušanja, kar je daleč od čistega laissez-faire, nedirektivnega intervjuja, kot tudi od intervencionizma vprašalnika. S tem imamo pred očmi cilj našega poduzetja: razumeti osebo, njene poglede na svet, dejanja, prepričanja, objektivne, subjektivne okoliščine in ne le zbiranja podatkov. Če nadaljujem še z bolj feministično obarvanimi raziskovalnimi izhodišči, ki so bila pomembna vodila pri naših projektih, in če omenim le nekaj najpomembnejših, ne morem mimo že omenjenega, ki pravi, da je treba teme in osebe ali skupine z obrobja družbenega zanimanja postaviti v center raziskovanja in središče javne pozornosti.
From margin to center je bila tudi ena glavnih zahtev feminističnega teoretiziranja in raziskovanja druge polovice 20. stoletja in izhaja iz pomembne knjige Bell Hooks z naslovom Feminist Theory from Margin to Center iz leta 1984. Mi smo to naredili v primeru priseljenk iz nekdanje Jugoslavije in v primeru žensk, ki so prestajale kazni zapora. To nam je, kot sem že omenila na začetku, z obema knjigama vsaj za nekaj časa in vsaj začetno tudi uspelo. Dati glas in postaviti v vidno polje tiste skupine in posameznice, ki so potisnjene na rob družbe, ki se jih ne sliši ali celo presliši, mimo katerih se hodi, a se jih ne vidi. Udeleženke v narativnih in ali feminističnih kvalitativnih študijah se pogosto spodbuja, da so pri tem same aktivne, da obesedijo subjektivne pomene in izkušnje, ki so bile v prejšnjih raziskavah prezrte in utišane ali neslišane, kar je omogočilo nove vpoglede v družbene procese, je zapisala Barbara Risman. Ko smo v obeh primerih naših projektov naredile tako, da so naše sogovornice imele priložnost ubesediti svoje življenjske zgodbe, izpovedati svoje izkušnje, svoje doživetja in razumevanja, iz katerih lahko mnogi, ki prihajajo z njimi v stik, dobijo zdaj možnost misliti položaj oseb, ki danes postajajo migranti, migrantke. Izkazalo se tudi je, da je pripovedovanje zgodb pomembna dejavnost, ker narativi pomagajo ljudem organizirati svoje lastne izkušnje v smiselne epizode. Morda je zapisom takšnih zgodb mogoče povedati več in celo bolje, kot s pisanjem znanstvenih člankov, ki jih nimamo več časa brati niti me, ki se z raziskovanjem ukvarjamo, kaj šele širša javnost, ki poleg tega, da zaradi zahtev znanstvenega diskurza morda sploh ne pride do pravega sporočila rezultatov raziskovanja. Pri tem pa je treba ves čas imeti v mislih tudi to, da ne gre za iskanje čiste resnice, ampak za dajanje prostora njihovi resnici, tistemu, kar običajno ne pride v javnost. Od tu naprej prehajam na vprašanje razumevanja pridobljenih pripovedi, predvsem tistih zgodb, ki so se znašle na presečišču večkratnih robov. Kot primer izrazite robnosti bom danes tematizirala ženske na prestajanju kazni zapora in njihovo doživljanje materinstva. Takšno situacijo razumem kot dvojni rob. Prestajanje kazni zapora je zaradi odvzema svobode že sama najvišja kazen, ki jo predvideva sodobna kaznovalna politika, saj je osebi odvzeto to, kar je že stoletja za ljudi izjemno visoko pozicionirana vrednota. S tem so te osebe izločene iz družbe in postavljene na njen rob. Za ženske pa je takšna situacija še posebej problematična, kajti zanje velja, da so veliko bolj kot moški socializirane v konformnost. Zato je dejstvo, da v zaporu pristane ženska, dvojna stigma. Še za nekaj odtenkov bolj problematične pa veljajo zaprte ženske, ki so tudi matere. Zato za začetek poskusimo misliti to posebno situacijo. Gre torej za življenje v totalni instituciji in za ženske matere, ki so tam na prestajanju daljših ali krajših zapornih kazni. Za razumevanje situacije je potrebno poudariti vsaj dve ključni stvari. In sicer, da gre pri zaporu za totalno institucijo. Zapor namreč poleg tega, da gre za odvzem svobode gibanja, pomeni tudi odtujitev, ločitev od bližnjih. Totalni nadzor nad celotnim življenjem posameznice, prisilno bivanje z velikim številom drugih, tudi zelo različnih posameznic. In še nekaj, ženski zapor je na eni sami lokaciji v Sloveniji, na Igu. In to predstavlja še dodatne probleme tako zaprtim osebam, kot njihovim bližnjim, predvsem zaradi oddaljenosti in možnosti obiskovanja oziroma ohranjanja stikov. Tematika zapor in ženske je sicer slabše raziskana kot zapor na vezavi na moške, kar ni čudno, saj je moških v zaporu več. Pa vendar, če izhajamo iz tega, kar vemo, in če primerjamo situacijo z moškimi, lahko ugotovimo, da ženske v zapor prihajajo iz različnih razlogov. Prevladujejo namreč premoženjski delikti in kazniva dejanja povezana z zlorabo drog. Odvzem svobode, predvsem zaradi svoje spolno stereotipno pojmovane družbene vloge, pa doživljajo na drugačen način.
V zaporu imajo specifične potrebe. Njihovo življenje v zaporu zaznamuje dejstvo, da jim je zaradi njihovega spola v družbi pripisana drugačna vloga. Nanjo pa so vezane tudi drugačna pričakovanja. Pričakovanja v zvezi z materinstvom se seveda skozi čas spreminjajo, a nekatere stvari ostajajo konstantne. O materinstvu se v glavnem govori v povezavi z binarnim razumevanjem spolov, s heteroseksualno družbeno skupnostjo. Materinsko je pojmovano kot še vedno ena najpomembnejših vlog žensk tudi v sodobni družbi. Čeprav je to lahko odloženo, kot pravi Alenka Švab, v kasnejša leta. Pa vendar je to pričakovana vloga žensk. Svetost pojma matere pa pomembno vpliva tudi na samo podobo ženske in določa tudi raven njenega samospoštovanja, zapiše Martina Tomori. Ko ženska enkrat je mati, svojih otrok ne sme zapustiti, zanemariti, ampak je njena osnovna skrb v življenju skrb zanje. Oče je lahko odsoten iz različnih razlogov, mati ne. Zapor globje vpliva na podobo materinstva kot na podobo očetovstva, spet Tomori. Vsak odmik od idealizirane podobe matere je lahko resna grožnja občutku lastne vrednosti in obratno. Otrokova predstava o lastni materi vpliva na njegovo samovrednotenje. Ženska mora znati v vseh obdobjih svojega življenja, najbolj pa, ko so ti še šoloobvezni, dobro usklajevati družinsko življenje in skrb za otroke. To je pri njih tudi sicer ves čas predmet nadzora družbe, javnosti. Ženska torej, ko enkrat ima otroka, mora biti dobra mati. Kaj je pravzaprav dobra mati? Kakšna pričakovanja se vežejo na pojem dobre matere? Konstantna prisotnost v otrokovem življenju, razpoložljivost v odnosu do otroka in skrb zanj, mati konstantno skrbi za otroka in prilagaja svoj življenjski trajektorij potrebam otroka. Mati mora biti vzornica. Identifikacijska vloga matere je zelo pomembna. Tiste matere, ki ne uspejo uresničiti pričakovanj v zvezi z materinsko vlogo v družbi, veljajo za slabe matere. Katera mati je slaba mati? Tista, ki je odsotna, ki se ne prilagaja ali celo podreja otrokovim potrebam, ki ne skrbi ali ne more skrbeti za otroka, ki otroku ne more biti vzornica. Tematika materinstva in zapora je tako pri nas, kot tudi drugod po svetu slabo raziskana. Študije o doživljanju materinstva v zaporu niso pogoste. Poleg že omenjene Martine Tomori se pri nas to tematiko ukvarjajo še Barbara Ivačič in Darja Tadić. Če izhajamo iz naših zgodb, so ženske, ki pristajajo kazen zapora, videne kot slabe matere. Iz njihovih pričevanj pa lahko vidimo, da so dvojno obremenjene s krivdo in sramom. Najprej kot slabe matere, potem pa tudi kot slabe hčerke. Skratka, gre za dvojno vertikalo krivde. Ni dobra kot starš in ni dobra kot otrok. To smo zaznali predvsem pri tistih zaprtih ženskah, ki so tudi odvisnice. Te se soočajo s tem, da so zatajile kot hčerke svojih mater, ker so zašle na kriva pota uživanja prepovedanih drog, pa tudi kraj, in potem še občutek krivde v odnosu do svojih otrok, ker so zatajile kot matere. Ker je materinstvo še vedno razumljeno kot zelo pomembna, če ne najpomembnejša vloga ženske v družbi, je treba razumeti, da zavzema materinstvo centralno vlogo tudi v življenju ženske, ki je na prestajanju kazni zapora. Seveda, če je mati. Nekatere raziskave ugotavljajo, da to velja tudi za ženske, ki prej iz različnih razlogov niso živele s svojimi otroki. Pri materah zapornicah, ki jih družba označuje za slabe ali neprave matere, ker so zapustile svoje otroke, to povzroča frustracije, konflikte in občutke krivde. Zanje so podpora družine in stiki z otroki ključna zveza z zunanjim svetom. To jim daje občutek, da niso pozabljene, če pa to umanjka, je občutek krivde in zavoženosti še večji, težji. Vzdrževanje stika z družino, otroki je ključno za ohranjanje materinske identitete. To je lahko še posebej problematično pri odvisnicah oziroma pri tistih zaprtih osebah, kjer gre za odvzem skrbništva. Zaprte ženske poročajo, da so ženske in hkrati tudi matere, zanje ne predstavlja kakšne olajševalne okoliščine. Ne v sodnih procesih, ne v zaporu. Tako se ena med njimi spominja razprave na sodišču, kjer naj bi ji sodnica rekla: o tem, da imate otroke, bi morali razmišljati, preden ste storili kaznivo dejanje. In nadaljuje pripovedovalka namreč. Tako tudi otroci niso nobena olajševalna okoliščina.
Na samem sodišču si kot ženska stigmatizirana, čim sedeš na zatožno klop. Ko pridem na sodišče, se ne počutim obdolžene, ampak že obsojeno. Prepričane so, da so zaradi tega, ker so matere pravzaprav še bolj stigmatizirane in bolj stigmatizirane kot moški, ki so očetje. Tako ena od naših sogovornic pravi, ampak one so morilke, one. Moški je pa frajer, ki je žensko ubil. Vedno so ženske stigmatizirane, ne glede na to, kaj naredijo. Kako pomembno je ohraniti podobo dobre matere, se kaže že v tem, da nekatere tiste, ki to seveda lahko, prikrivajo, da prestajajo kazen zapora. Ena od naših sogovornic, na primer, pravi, ampak gledam, koliko žensk je, ki res trpijo tukaj. Marsikatere si ne upa povedati okolici, družini, prijateljem, da so v zaporu. Če imaš majhno kazen, se lahko izgovoriš na dopust na Barbadosu, ampak laganje otrokom, to me najbolj boli. Iz citata na desni pa lahko razberemo to prvobitno skrb ženske za otroke. Razmišljanje o posledicah pa pride potem. In zaporniška identiteta je seveda potisnjena v drugi plan. Sama pravi takole. Življenje te primora, ne vem, jaz sem tak človek, da za svoje otroke naredim vse. Takrat ne razmišljaš o tem, da boš šel v zapor. Takrat razmišljaš, da boš svoje otroka nahranil, o posledicah pa razmišljaš, ko pride čas za to. Prejšnja in primere, ki jih bom navajala v nadaljevanju, so vzeti iz knjige oziroma projekta Vključujemo in aktiviramo javne agencije za knjigo Republike Slovenije in sofinanciranju Evropskega socialnega sklada. Naš projekt se je odvijal po zimi leta 2017 in pomladi leta 2018, knjiga pa je šla konec leta 2018. V knjigi je objavljenih 10 zgodb žensk na prestajanju kazni zapora na Igu. Spraševali smo jih o tem, kako izgleda življenje v zaporu oziroma kako se jim je življenje in odnosi s tistimi, ki so ostali zunaj, spremenilo, glede na tisto pred zaporom. Posebej jih o otrocih nismo spraševali, prepovedale so to, kar so same hotele oziroma smatrale za potrebno. Samo 2 v svojih pripovedih nista omenjali otrok, vse ostale pa so imele in tudi govorile o otrokih. Majhne šoloobvezne otroke je imelo 5 naših sogovornic, 2 nekoliko starejše, ena pa je imela odrasla otroka. Večina med njimi je poudarjala pomoč družine ter njihovih mater in bolj redko očetov pri vzdrževanju otrok in ohranjanju stikov z njo. Predvsem pri odvisnicah, v knjigi so 3 takšne zgodbe, je bilo dogovarjanje okrog skrbništva nad otroki tudi strani družinskih članov in obiskovanje otrok, skrbi zanje nekoliko problematično. Pri vseh pa se je pokazalo, da jim družine in otroci veliko pomenijo. Zaprte ženske matere si v zaporu izgradijo različne strategije shajanja s stigmo oziroma s tem, da so neprave matere, da so zatajile. Celinska in Sigel v tekstu Mothers in Trouble govorita o 7 strategijah shajanja, obvladovanja vloge matere. Te so dobra mati, materinstvo je pomembna vloga in pomembna identiteta ženske. Druga strategija je distanciranje od zaporniške identitete, sebe na različne načine ločijo od ostalih zapornic, menijo, da ne sodijo v zapor. Materinjanje iz zapora je tretja strategija, matere vzdržujejo stike z otroki in njihovimi skrbniki, skušajo biti aktivno vključene v življenje otrok. Redefiniranje materinstva je naslednja, pri tej ženske svoje otroke vidijo kot prijatelje in zaupnike, pripisujejo jim odraslost, otroci pa prevzamejo vlogo zaščitnikov za nemočno mamo. Samo preoblikovanje kot strategija, ki jih najdemo pri nekaterih zapornicah, izhaja iz občutkov sramu, da so v zaporu, da so zapustile otroke. Med strategijami smo našli tudi načrtovanje za novo materinjanje v nejasni prihodnosti. Odhod iz zapora je pri teh materah glavna skrb. Usmerjajo se v življenje po zaporu. In samo obteževanje, ki je zadnja strategija, pri njej naj bi življenje v zaporu pripeljalo do razmislekov, da na prejšnje življenje začno gledati drugače. Prevzamejo odgovornost za svoje dejanja in to je lahko priložnost za spremembo in pozitivno reinterpretacijo materinske vloge. Katere strategije pa smo našli v pričevanjih naših sogovornic? Ena od strategij, ki smo jih v teh zgodbah našli, vsebuje elemente redefiniranja materinstva,
Pri tej strategiji gre za to, da zaprte matere svoje otroke vidijo bolj kot prijatelje, prijateljice, zaupnice in jim pripisujejo odraslost. V teh primerih otroci prevzamejo vlogo zaščitnikov, zaščitnic za nemočno mamo, pošiljajo jim denar, skrbijo zanje, skrbijo za njihove otroke. Tako poskušajo nevtralizirati škodo, ki bi jim lahko povzročilo dejstvo, da so kot matere neuspešne. Ena od naših sogovornic je dejala: iz izkušenj sem se naučila, kako je, če otroci, ki poleg tega, da hodijo v šolo, še delajo in razmišljajo, kako bodo mami kupili 2 škatli cigaret, da se ji ne bo zmešalo. Ampak ker smo s celo družino zelo povezani, je moja mama že pred leti, ko sem bila v priporu, skrbela za moje otroke. Ko pa sem se potem izgubila, ko sem obsedela na tistem svojem fotelju, so za otroke poskrbeli moja mama, starejša hči in sestra. Starejša hči je sploh morala hitro odrasti, prevzela je skrb za vse 3 mlajše, tako da zase ni imela nikoli časa. Druga pa pravi: sin, 14 let je star, mi je na obisk prinesel 5 evrov. On meni. Po žepu je brskal, iskal in nato rekel: naj mu dam roko. Mislila sem, da ima bonbon ali kaj takega, je bilo pa 5 evrov v drobižu. Tako mi je bilo hudo. Nisem jih hotela vzeti, pa je vztrajal. Rekel je: to sem zate prinesel, pa pokliči me kaj, boš. 14-letni otrok mi mora prinesti 5 evrov, mislim, ampak tam pred njim nisem hotela jokati. In tretja: tudi hčerka mi pošilja denar, čeprav sem ji to prepovedala. Če jaz njej ne morem, tudi ona meni ne bo. Ampak enkrat mi je poslala 10 evrov, zraven pa napisala: mami, kupi si nekaj pametnega in lepega. Kupila sem si mleko za telo in kavo, stvari, ki jih res nujno rabim. Nekatere sogovornice nihajo med poskusi samopreoblikovanja, ki jih dostikrat prekinjajo trenutki samoobtoževanja. Zato so nekatere lahko zaradi šibke podpore se lahko na koncu tudi predajo. Nekatere med njimi je sram, da so v zaporu, da so zapustile otroke. Laura nam je zaupala: prvih 8 mesecev kazni sploh nisem pustila, da bi otroci prišli sem na obisk, ker me je bilo preveč sram. Mami je spet v zaporu. Vendar se nekatere zapornice srečujejo tudi s tem, da se jih sramujejo otroci, ker se jih je oprijela stigma, zaporska stigma. Laurino pričevanje je pretresljivo. Opazila sem, da se me mlajša hči sramuje, nam je rekla. 7 let je bila stara in se me je sramovala. Govorila sem ji, da nihče ne ve, da sem v zaporu. Spomnim se nekega večera, deževalo je in šla sem jo iskat v šolo. Ko me je zagledala, je začela teči stran od mene proti domu. Prav šponala je proti domu. Kako me je zabolelo pri srcu. Tam je bilo več mamic, jaz pa sem za svojo 7-letno hčerko kričala, naj počaka. Tekla je, kakor so jo nesle noge. Kasneje sem jo doma vprašala, kaj je, a se ni želela pogovarjati. Jokala sem kot vsak večer. V takšnih primerih prihaja do nihanja, še posebej pri odvisnicah ali nekdanjih odvisnicah, ki pogosto ne vidijo izhoda. Zato takšne situacije nekatere navdajajo z obupom in se lahko predajo. Obupajo same nad seboj in svojim materinstvom, kot na primer Laura, ki se takole spominja. Klicala me je socialna in sem šla na razgovor. Rekla sem jim, naj kar imajo moje otroke, če mislijo, da nisem dobra mama. Samo to sem rekla in se odpeljala s kolesom. Tudi šola je podala mnenje, da sem otroke zanemarjala. Vse se je obrnilo proti meni. Glede otrok sem se predala, krajnici sem jih dala. Nekatere se usmerjajo v lastno preoblikovanje, zatekajo se v nove duhovne prakse, v različna verovanja, se vključujejo v skupine za samopomoč. V primerih odvisnic ali nekdanjih odvisnic je bilo mogoče zaznati željo, da bi se spremenile, da bi bile dobre matere. A jih obenem pri tem navdajajo tudi strahovi, ali bodo res zmogle. Takšen je primer Eme. Želim si biti svojimi otroki, pa da bi se zaposlila, si našla službo, skrbela za otroke, dobila enega normalnega fanta, neodvisnika, da bi na novo začela življenje, brez droge, brez kraj, da bi se zavedala preteklosti, kaj sem delala prav in kaj narobe, da tega, kar sem delala narobe, ne bi delala več, oziroma bi to popravila, če bi šlo. Komaj čakam izpust. Če mi bo v teh 11 mesecih uspelo priti ven,
vsaj za nekaj časa, ker bom potem verjetno spet prišla nazaj, gre namreč za ostale sodbe, procese, da bi bila vsaj nekaj časa zunaj, da bi uredila določene stvari, potem pa. Ali pa da odsedim vse skupaj, kar me čaka, pa pridem ven in uredim stvari tako, da bo prav. Ker imam par pogojev, da mi jo vrnejo in te pogoje moram izpolnjevati. Torej, poleg tega, kar smo videli do sedaj, pa je problem še v tem, da v še tako težkih situacijah in kompleksnih situacijah odnosa, materinstvo, odvisnost, zapor, pride še pogojevanje centrov za socialno delo. Ena od naših pripovedovk je namreč poročala o tem, da je za povrnitev starševskih pravic Center za socialno delo pogojeval z zaposlitvijo. Zaposlitev pa je pri teh osebah še toliko težja zadeva, če imajo kriminalno kartoteko. Ali kot nam poroča Ema, pogoji so, da si najdem službo, da sem čista kot bivša odvisnica, da sem urejena, da imam svoje stanovanje oziroma živim pri mami, da skrbim za otroke, kolikor se le da, in to je to. Pri strategiji biti kljub zaporu dobra mati, pa gre za to, da imajo zaprte ženske materinstvo še vedno za pomembno vlogo v svojem življenju. Večjo težo daje materinstvu in manjšo kriminalni preteklosti. Otroci jim predstavljajo v življenju svetlo točko. Svoj odnos do otrok vidijo v pozitivne luči kot posebnega in čustveno pomembnega. To se kaže v primeru Nežke, ki pravi: Ko sem prišla v zapor, je šla hči ravno v 9. razred osnovne šole. Ko je otrok v fazi prehoda iz osnovne v srednjo šolo, te sprašuje za mnenje in te najbolj potrebuje. Kot starš mu daš neke napotke, smernice za naprej, ona pa pride na obiske in je vsa vesela, da lahko pride z babico. Meni je zelo hudo, vsak dan grem na telefon in jo pokličem, vprašam, kaj dela, kako je bilo v šoli. Ves čas sem v stiku z njo. Zdaj bo imela valeto. Ko je bila v nedeljo tu na obisku, mi je vse razlagala. Kakšno oblekico bo imela, rdečo, pa rdeče čeveljčke. Povedala mi je, da v šoli nihče, razen psihologinje in pedagoginje, ne ve, da sem tukaj. Razrednik ne ve, ker je tako pridna v šoli, da mi nikoli ni bilo treba hoditi tja. Zato me v šoli nihče ne pogreša. V primeru Teodore pa vidimo načrte za novo materinjenje v nejasni prihodnosti. Odhod iz zapora je glavna skrb pri tej strategiji. Vidi se usmerjenost na življenje po zaporu in to prevladuje. Zame je najpomembnejše od vsega, pravi Teodora, da hčerka ni zakompleksana s to mojo zgodbo. Prav ona je hotela, da bi kazen odslužila v Sloveniji. Če bi služila kazen v drugi državi, bi bila veliko krajša. Poleg tega me ne bi mogla pogosto obiskovati in bili bi preveč narazen. Poslušala sem jo. 6 mesecev sem se borila s sodiščem, da so mi odobrili premestitev. Zame je zelo pomembno, da sem blizu nje. Saj živim za tisti dan, ko bom prišla ven in bova spet lahko skupaj. Ona je moje največje bogastvo. Zelo sva si privrženi. Vzgajala sem jo, da bova prijateljici. Učila sem jo, da mi lahko zaupa svoje težave, ker ji bom vedno pomagala najti izhod iz njih. Pomembno se mi zdi, da ima hčerka univerzitetno izobrazbo in je zaposlena. Kar je mogoče bilo izluščiti iz zgodb naših pripovedovalk, je morda nekaj naslednjih ugotovitev. Glede na to, da je tematika materinstva, čeprav jih o tem nismo posebej spraševale, bila pogosto tema njihovih pričevanj, kaže na to, kako velik pomen ženske, ki prestajajo kazen zapora, pripisujejo materinstvu. Dvojni rop žensk, ki prestajajo kazen zapora in imajo otroke, za katere bi morale in si želijo skrbeti in skrbeti bolje, kot je to v dani situaciji mogoče, se torej kaže v celi paleti strategij, ki jih ženske v tem času razvijajo. Iz mnogih njihovih pripovedi je mogoče razbrati, da pogovor o otrocih med zaprtimi ženskami olajšuje tudi njihove stike. Lahko tudi nevtralizira napetosti. Njihova pričakovanja kažejo na to, da ohranjanju in vzdrževanju stikov z otroki neposredno ali posredno pripisujejo velik pomen. V njihovih pripovedih so občutki krivde in strahu in sramu pogosti. Pogosti so tudi poskusi minimaliziranja vpliva dejstva, da so v zaporu. Po drugi strani pa jih otroci in njihovi uspehi navdajajo z upanjem in jim dajajo moč. S tem in s to prelepo povedno
predvsem povedno fotografijo, grafita pravzaprav iz notranjosti zapora na Igu, ki bo nažalost ostala ohranjena samo na fotografiji Jasmine Vidmar, bi tudi zaključila današnje predavanje. Hvala. Da moram sama voditi pogovor. Izvolite. Prosim. Samo eno vprašanje. Želela bi mogoče vedeti več o tem, kako je v dobivanje podatkov in potem tudi samo analizo tega, kako ženske izražajo svojo stigmatiziranost, vključen ta nek intersekcionalni zaobjem oziroma intersekcionalna raznolikost. Še posebej, če je zapor samo en, ki najverjetneje zelo velik. Ja. Nabor naših pripovedovalk je bil naključen oziroma je bil samoizbor. Mi smo namreč bile povabljene predstaviti to prvo že omenjeno knjigo v zaporu, ki so jo brale na eni od svojih delavnic, in skozi pripoved in nekako njihovega videnja te prve knjige smo jih vprašali, če bi kakšna tudi sama povedala svojo zgodbo izkušnje iz zapora. Tako da je potem vodstvo zapora povabilo vse zapornice na našo prošnjo. Odzvalo se jih je 10 in toliko smo jih tudi pač potem objavili. Tako da je to na sam izbor kot raziskovalke, kot pač del projekta nismo imeli nikakršnega vpliva. Zajet je precejšen spekter, ampak seveda ni reprezentativen. O tem sploh ne moremo govoriti, da bi bil reprezentativen. Ne? Bi si pa, če bi bila to raziskava, če bi bila to res raziskava, bi si pa morali prizadevati, da bi bil reprezentativen in v tem primeru bi vzorec poskušali zamakniti oziroma razširiti do te mere, da bi dobile še več različnih zgodb. In prav na intersekcijo nam je bilo žal, da nismo dobili recimo nekaterih predstavnic nekaterih skupin, za katere vemo, da so notri, ampak jih žal nismo mogli privabiti. Prosim. Mene zanima, kakšne dejansko korelacije oziroma kako njihov status, religija, nacionalnost, orientacija vpliva na njihovo samostigmatizacijo, samoetiketiranje in obstaja neka povezava med tem? Najverjetneje obstaja, ampak jaz se vračam nazaj na tisto izhodišče. Mi smo zbirali njihove zgodbe, njihova pričevanja. Če bi delali resno raziskavo, bi morda vključili v naš polstrukturirani intervju oziroma v iztočnice za pogovore tudi teme, ki bi nas posebej zanimale. Tako je bilo pa torej na začetku smo jih pozvali, da pripovedujejo svojo zgodbo, da lahko svojo zgodbo o zaporu začnejo pripovedovati v katerikoli točki same želijo, da pa nas zanima ta razlika med življenjem pred zaporom in življenjem v zaporu. In tisto, kar smo izvedeli, je objavljeno v tej knjigi, tako da iz tega, kar je objavljeno, bi zelo težko odgovorila na to vprašanje, ker to ni bila tema. So se pa izpostavile nekatere razlike, ne? Razlike recimo pri doživljanju materinstva, čeprav ne morem pravzaprav reči, ne morem reči niti tega, ne, žal. Sem hotela nekaj na silo izvleči, pa rajši ne bom.
Uvodoma si omenjala pomembnost te refleksije razmerja med raziskovalko in anketiranko ali pa intervjuvanko. Zanima me, kako ste vi v skupini ta proces oblikovali, kaj ste se o sebi kot v raziskovalkah naučili iz tega procesa in kako je to potekalo? Tukaj v dvorani 1, 2, 3, vsaj 3 so tukaj, tako da jih pozivam, da še same kaj dodajo. Mi smo se za te pogovore kar nekaj časa pripravljali, za prve še dlje časa kot za te druge. Predvsem pri zbiranju pričevanj žensk z izkušnjo zapora smo nekako prišli do enega sklepa, ki se je meni zdel in se mi še vedno zdi zelo pomemben. To pa je, da o naši pričevalki nočemo izvedeti ničesar vnaprej. Skratka, ni nas zanimala publiciteta njihove zgodbe, recimo, če je bila objavljena v medijih, nismo raziskovali njihovega sodnega procesa, nismo spraševali v zaporu, kakšna je njihova kazen, kako dolga je njihova kazen. Želeli smo, prav zaradi tega nismo želeli narediti zaradi tega, da ne bi s kakšnimi vnaprejšnjimi predsodki nastopale v odnosu do njih, ampak smo jim pustili, da prepovedujejo tisto, kar se njim zdi pomembno. Zanimivo je, da so mnoge povedale, kar nismo vprašali, pa bi lahko prebrali tudi iz kakšnih časopisnih člankov ali pa iz sodb, če bi jih dobile. Mnoge so se vračale nazaj na sodni proces, bile jezne na odvetnike ali na sodišča. In če bi mi že vnaprej nekako njihove zgodbe vedeli, bi čakali, kdaj nam bodo kaj povedali. Tako pa nismo in smo pravzaprav sledili njihovim pripovedim. In to je tisto, zaradi česar sem tudi v enem trenutku rekla, da nam ni šlo za resnico. Mi nismo iskali v teh zgodbah, kaj je res, ker spomnim se enega vprašanja mojih študentov in študentk, koliko je pa tle resnice, so me vprašali. Ne vemo, to je njihova resnica. Katera resnica zdaj je tista, ki jo hočemo ugotoviti? Resnica sodišča, resnica procesa, resnica druge strani. Naš namen je bil raziskovanje življenja v zaporu. In zato nas te resnice niso zanimale. Ampak resnica doživljanja zapora, odnosov znotraj. Zato smo nekako vstopali kot tabula rasa. V tistem prvi knjigi pa ne morem tega reči, zato ker smo zbirali sogovornice po metodi snežne kepe in smo vendarle nekaj o sogovornicah vedeli. In tudi drugače je narejene, ker so tudi z imenom in priimkom izpostavljene, kar so seveda vedeli že na samem začetku. Tam pa smo nekaj stvari vedeli. Tako da, ogromno stvari smo si sproti povedali, tudi zdaj, ko delamo tretjo zadevo, je proces, ki poteka med nami, pravzaprav zelo pomemben. Z Jasno Podreka, kolegico, s katero hodiva skupaj, in se voziva skupaj, potem vsakič 1 uro razglabljava, diskutirava, kaj sva slišali, kako sva se obnašali, kako se je obnašal sogovornik. Tako da to je nek proces tudi reflektiranja. A sva preveč verjeli, a sva premalo verjeli, a sva pustili, da govori, ali sva kje naredili kakšno napako in tako naprej. To so te izčiščevanja in razčiščevanja, ki potekajo potem znotraj samega procesa. Ja. Meni je bilo zanimivo, ko si rekla, ko sem pisala o privilegiranih ženskah, se pravi in raziskovala, kaj dela in kako živijo, se pravi političarkah in znanstvenicah, je bil odziv javnosti majhen. Ko sem pa raziskovala te marginalne, bi lahko rekli, skupine, je bil pa odziv javnosti zelo velik. Čem na to pripisuješ? Ali je vzrok v tem, da je žrtev bolj zanimiva kot ne žrtev, ali še kaj drugega? Morda je to eden od razlogov, zagotovo je pa eden od razlogov tudi naš odnos oziroma odnos širše javnosti do politike. Ta je izjemno poveden. Mi imamo o politiki in o politikih in političarkah kar nasploh
kot vsaj v Sloveniji to velja zelo nasplošno, precej negativen, precej odklonilen odnos. Do strankarske politike še bolj kot do kakšne druge. In tu se mi zdi, da je eden od razlogov, da vendarle veljajo za privilegirane in morda niti ne toliko zanimive. Ja. Morda je njihovo življenje preveč lepo, preveč neproblematično, da bi bilo zanimivo za širše. Morda se tudi širša javnost ne zna tako, ne more toliko identificirati z njihovimi zgodbami, kot se lahko z zgodbami običajnega človeka. Ne. To, kar je včeraj ena od sogovornic, ko smo imeli pogovor o življenju v zaporu z mojimi študentkami in študenti, vprašala, torej zaposlena na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, je vprašala moje študente in študentke, a vi mislite, da bi se lahko kdaj znašli v zaporu? Ne? Ja. Verjetnost je res majhna, če pogledamo kot odstotek. Sama je bila zelo prepričljiva pri odgovoru, tako da, ja. Ja. Minica, kaj si se ti naučila o sebi, si opravila? Wow, še ena tam, a ni bila dosti ena, ne? Nasanjala si se na Bourdieuja, opozarjala, kako je to pomembno, ne samo tebi to vprašanje, tudi jasni, Nini, Darji. Kaj je to prineslo? A ste ugotovili, da res stopate kot tabula rasa? A so bili prisotni taki stereotipi tudi pri vas? Vendarle ste? So. Nismo čiste. Zagotovo, zelo težko je biti, ne moreš biti popolnoma objektivna. Ne? Kakršnokoli zgodbo vstopaš in tudi, če hočeš vse odmisliti odprej, so vendarle znotraj tebe neki dogodki, neka zgodovina, ne? Tudi tvoja osebna zgodovina, ki pravzaprav, tudi če jo tlačiš, ne? Skoči ven vsake toliko časa. Ne? In včasih seveda sigurno se je zgodilo, da smo včasih tudi kaj neprimerno odreagirali, za kar nam je bilo žal, ali pa smo preveč bile naivne, za kar nam je bilo tudi žal potem. Ampak to je vse proces. Ne? To je vse proces, s katerega seveda, ko bomo delali 3., 4., 5., 6., 7., bomo boljše in bomo bolj izurjene in bolj izpiljene in bomo vsakič delali manj napak. Nismo pa brezmadežne. Ne? Zvoli. Razmišljam, v kakšni meri in kaj lahko še storimo, da bi ta spoznanja iz teh vaših raziskav še v večji meri vplivala na oblikovanje pogojev za humanizacijo bivanja v zaporu, zaporništva nasploh in predvsem tudi zato, da bi še v večji meri omogočili otrokom, da svoje pravice do stikov z starši vzdržujejo na nek kakovosten način. Mi imamo v Sloveniji, kot veste, pri varuhu človekovih pravic deluje državni preventivni mehanizem, ki deluje po konvenciji o preprečevanju mučenja in nečloveškega ravnanja, pa vendarle pri tem ne gre zgolj za materialne pogoje bivanja v zaporih, ampak za vse te dimenzije, za vsa ta vprašanja, ki bi morala postati še večji meri predmet, kot sem prej rekla, raziskovanja in tudi humanizacije bivanja v zaporih. Ja, jaz nisem omenila, ampak kot rečeno spet, zdaj bom pa vsaj imena povedala. Jasna Kodreka, Nina Perger in Darja Tadić so tukaj z mano, ki lahko dodajo še kaj poleg tega, kar bom rekla jaz.
Jaz mislim seveda, da je najprej bi lahko bilo v zaporu manj žensk in seveda tudi manj moških, če bi bila naša politika, torej prav politika, kaznovalna politika drugačna in bolj usmerjena v nekaj drugega. Druga stvar, ki bi jo lahko naredili, je nekaj, kar je bilo v Sloveniji v 80-ih letih že prisotno, to so precej drugačne organizacije življenja in dela v zaporu. A ne? O tem bi več lahko povedal profesor Petrovec. Več v odprtih režimih, a ne? Žensk, še posebej žensk, ki recimo skrbijo za svoje otroke, čeprav tukaj je veliko vprašanj povezanih tudi s tem, ali naj otroci bodo v zaporu, ker je tudi do 2. ali do 3. leta v nekaterih državah lahko otroci bivajo v zaporu z materami. Ne? Ali je to sploh primeren način življenja? Če je odprti tip zapora, ali pa vsaj polodprti tip zapora, je seveda organizacija drugačna lahko. Ne? Ampak če tam ste videli eno od fotografij zapora na Igu, zapor na Igu je v gradu. Ne? Tukaj je pravzaprav, hvala Bogu sem včeraj izvedela podatek, da je zdaj samo, da me ne bojo spet obtožili, da zagovarjam neoliberalno politiko do zapiranja, je 40 zapornic manj kot takrat, ko smo mi delali to knjigo. Kar pomeni, da je vendarle nekoliko boljša situacija. Ne? Ampak že sam zapor na Igu so nehumani prostori. Mislim, to je stara zgradba, to je propadajoča zgradba. Tam ni, jaz sem bila zdaj tudi na Dobu, je situacija povsem drugačna, vsaj v nekaterih njihovih blokih. A ne? So vendarle taki kot boljši pogoji, bom rekla, kot je bila moja študentska soba, čeprav je to nekaj desetletij nazaj, pa vendarle. Ne? Bolj humani, nasploh human način bivanja v zaporu bi marsikaj lahko olajšal. Sicer pa, kar zadeva stikov, najverjetneje si na to ciljala v svojem vprašanju, kar zadeva stike z otroki, pa mislim, da bi tukaj lahko bile nekoliko bolj ohlapna pravila in tudi več možnosti. Recimo, če primerjamo zapor na Dobu in zapor na Igu, imajo na Dobu veliko več možnosti tiste družine, ki pripeljejo s seboj otroke za igranje, kot ga imajo na Igu, pa imajo najverjetneje na ženske na Igu več otrok, kot prihajajo na obisk k moškim na Dobu. Potem seveda jaz bi opozorila tukaj še na eno stvar, in sicer na to, da vedno tudi ni dobro, vsaj v nekaterih primerih, ko so očetje obsojeni zaradi spolnih deliktov ali pa nasilja v družini, da prihaja do stikov z otroci nenadzorovano. In takih primerov je. Ravno 14 dni nazaj je bil velik posvet na Brdu, kjer so prav na to opozorili, kakšne napake se vse dogajajo v zvezi tudi z delovanjem centrov za socialno delo, ki omogočajo ali pa ki ne onemogočajo recimo takšnih stikov. Skratka, tukaj je najverjetneje eno celo polje, ki bi ga bilo potrebno posebej raziskovati in spremljati. Recimo v naši sosednji državi, na Hrvaški, imajo posebnega varuha, kot najverjetneje veš, za otrokove pravice, ki se tudi s tem ukvarja in so razvili neke dobre prakse, ki bi jih morda se dalo tudi v Sloveniji slediti. Ja. Prihajam tukaj z Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, kjer tudi pripravljamo neke vrste poročila koordinatoric in koordinatorjev za enake možnosti, ki smo v vseh ministrstvih, in sem sledila v prihodnem načrtu, to sprašujem ravno zaradi tega, ker sem vedno tudi zelo družbeno angažirana, da nameravajo v prihodnjem Ministrstvu za pravosodje poročalo sprejemati ravno neke določene ukrepe na tem področju za izboljšanje življenja zapornic in tako dalje. Potem se sklicujejo tudi na vašo knjigo. Me zanima, ali je kakšno tudi sodelovanje z upravo za izvrševanje kazenskih sankcij, ali ste se tukaj že pogovarjali bolj konkretno o nekih ukrepih, ker sem to zasledila to publikacijo v njihovem predlogu. Hvala lepa. Nismo vedeli, mogoče Darja Tadić vedela? Ja.
A se lahko kar oglasiš, prosim? Ja, ja, to je že mislim, da znanskega, predznanskega načrta v zvezi z zagotavljanjem enakih možnosti. Ministrstvo za pravosodje tudi predvidelo določen denar, prav za področje izenačevanja možnosti spolov v zaporih. Tako da so te predvideni in vem za to omembo, ker ga tudi moja strima sugerirana, da se v gradivu pač, da se omenja tudi ta naša knjiga, ker je bila pravzaprav tudi v tistem času edini tak vir, na katerega se ministrstvo sploh lahko upravi. Ker z drugih nekih popisov na to temo v resnici skoraj da ni bilo. Tako da to je izvršil, nekaj pa te načrti, za te ukrepe mi pa izvršila uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, tako da je tudi ta uprava v bistvu pravi naslov za vprašanje, kdaj kaj bo, pa zakaj še. In če nas bodo pozvali se bomo zagotovo udeležili kakšnega sestanka, ne, če bo z njihove strani interes. Tako da hvala. Mogoče samo, lahko nekaj dodamo? Zgoraj, kolegica, ja. Jaz pa eno mogoče malo širše vprašanje. Jaz sem bila na zadnjem zaporu, ko sem študirala, to zdaj težko zračunam točno koliko, več kot 20 let nazaj. In takrat je bilo tako stanje, da je bilo v bistvu, so zapore zapirali, ker je bilo premalo ljudi. Politično so seveda nekateri razlagali, da je treba zgraditi nove zapore in smo se zelo smejali, recimo na predavanju k temu. In tudi na Igu, ne, je bil tak, so se zelo pohvalili, da je tak bolj odprt zapor, da sploh rominje, recimo po vlaku zame, ker imajo odprto, da grejo kar v gost, pa tako. Smo dobili čist neko, recimo čist druga slika, kot je zdaj. Zdaj ne vem, a mogoče lahko poveste vaše mnenje, čemu je zdaj to za pripisati, ali je zdaj naša država toliko bolj restriktivna, ali je toliko več kriminala, ali je toliko bolj učinkovita, ali kaj se nam je zgodilo v teh 23 letih. Ja. Zakonodaja se je zaostrila, to vemo, ne? V enem delu zagotovo in izrečenih je več kazni pravzaprav, ne? Ampak jaz nisem strokovnjakinja za to področje, zato bom šla rajš na prvi del vašega vprašanja, ko ste rekli, kako je izgledal Ig, ali pa kako so vam rekli, da je izgledal Ig. Jaz seveda nisem razlagala vsega tega, kar smo videli in imeli smo res to priložnost, da so nas popeljali po celotnem zaporu oziroma po vseh teh zaporih, po katerih smo bile. In Ig v resnici in morda tudi Maribor, ne, je nekoliko drugačen zapor od zapora na Dobu. Ne. Zapor na Dobu je tak klasičen ameriški zapor, ne, če si predstavljate. Ograje, žice, zaprto, pazniki, vsi morajo biti v uniformah, v oblekah, ne, teh rjavih in tako naprej. Medtem ko zapor na Igu, kjer kazen prestajajo ženske, omogoča, da se gibljajo v svojih oblekah, ne, nimajo zaporniških, so trije režimi, zaprti, polodprti in odprti, a sem prav povedala? Ja. Ta zaprti je seveda nekoliko bolj restriktiven, ampak polodprti in odprti, bom pa rekla, da so zelo, da so nekoliko bolj človeški, no? Odnosi znotraj njih, se lahko več gibajo. Jaz, ko sem videla na Dobu tisto celico, torej samico in potem tako omejen prostor za gibanje, to je kar strašljivo, ne? Čeprav je tudi ta prostor, kjer se lahko sprehajajo zapornice, ki imajo zaprti režim na Igu, dosti ožji, ampak še vedno širši od tistega na Dobu, ne? In seveda, če imajo proste izhode in 2-urne ali 5-urne imajo glede na pač bonitete, ki jih dobijo, se lahko seveda sprehajajo tudi v okolici tega gradu, ki je res, bom rekla, lep, če nisi zaprta, ne? Tam so vrtovi, tam se vzgajajo torej vrtnine, tam je veliko prostora za gibanje, tam tudi same ženske skrbijo za ta prostor, torej ga ohranjajo, čistijo in tako naprej, ne, vsa dela izvajajo.
Tako da v trgovino recimo lahko hodijo na jig enkrat na teden z listki seveda. Deluje nekoliko drugače. Tudi ko je z nami prišla fotografinja Jasmina Vidmar, je bila presenečena, da tam niso na vhodu čakali ljudje z brzostrelko ali pa naoroženi na tak drugačen način na igu. Čeprav so nas vedno seveda pregledali, se vidi, da je nekoliko razrahljan režim, ampak še bolj razrahljan je bil pa, kot rečeno, v 80-ih letih. Zakaj se je to spremenilo, o tem pa seveda jaz ne bi rada presojala, kar premalo vem. Ne? Nimamo pa še, hvala Bogu, zasebnih zaporov. Tako da upam, da še nekaj časa ne bomo. Vsaj nekaj časa. Jasno, Karta. Da se mogoče samo kot zanimivost, ker govorimo ravno o materinstvu po zaporu. Jaz sem bila včeraj na igu, kjer izvajamo delavnice z ženskami, kjer tudi neke vrste posledica te knjige, ne, da skupaj z društvom SOS Telefon izvajamo delavnice o odnosih, nasilju in tako dalje. In včeraj, ko sem prišla na ig, sem videla, da imajo dojenčka. Ja, ne vem, po kolikem času je zdaj ženska, ampak mogoče se v tej zgodbi, ki so mi jo pol razložile, obsojenke pokaže neka senzibilnost do ženske v tem smislu, da je ta punca bila noseča v priporu in ko je rodila, ker v priporu so pogoji izredno slabi za življenje, nima svoje sobe, samo v zaporu je v bistvu sta dve sobi, kjer omogočate življenje z otrokom, so v bistvu vodstvo zapora skupaj z sodstvom pospešili postopek, da je bila čim hitreje obsojena in da lahko prišla na prestajanje redne kazni, tako da je bila ločena od otroka samo 1 mesec in zdaj živi z njim tam. Čutki so bili mešani, ko sem videla, da so sprehajala, ima zaprti režim. Kolikšni meri je takšno okolje dejansko lahko spodbudno za otroka, je to pač drugo vprašanje, no, mogoče kot zanimivost. Kako mogoče? Meni je bil zanimiv ta moment, da so vseeno pospešili toliko, da je potem mati prišla v stik z otrokom čim hitreje. Mogoče profesorica Ljubica Marjanović-Umek lahko odgovorila na to vprašanje. Strokovnjaki. Jasno, mene smo prej potihom rekli, da če so pogoji, pa če je zapor kakovosten, potem je to prednost, ne, da je lahko dojenček ali pa malček ali pa otrok v zaporu, ker je pač v stalnem stiku, ne, ta čustvena varnost se ne more spostavljati enkrat tedensko ali pa enkrat mesečno. Zdaj, če pa pogoji niso ugodni, pa jaz težko rečem, ali je to škoda, ali ni noben, ali je neutralni učinek oziroma ni učinka, ne? Ampak se to nas niti ne zanima. Nas zanima, ne, ali bi taka rešitev pripeljala do neke pozitivnega odnosa, ne, med mamo in pa med dojenčkom. Tako da, če bi zapori v to smer začeli razmišljati, se pravi, jaz jih pa ne poznam, ne, od znotraj in težko ocenim, bi pa samo z vidika seveda dojenčkov in zlasti teh manjčkov do 3 leta starosti absolutno zagovarjala, da so za mamo. Hvala. Mislim, da smo že vsi utrujeni, da lahko zaključim. A lahko? Hvala lepa.